Lep pozdrav, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, ljubitelice in ljubitelji tretjeligaškega nogometa. Pred nami je drugi polčas nedeljske tekme 6. kroga v tretji slovenski nogometni ligi Vzhod med domačimi Podvinci in gostujočo zasedbo Šmarje pri Jelšah. Po prvem delu je izid izenačen, 0:0. Sicer so tako eni kot drugi imeli nekaj manjših priložnosti, a še brez prave tiste konkretne akcije, ki bi lahko pripeljala do zadetka. Sredine igrišča bodo za ta drugi polčas krenili domači nogometaši, ki ta obračun igrajo v svojih tradicionalnih modrih barvah. Na drugi strani pa Šmarje v rumenih barvah, gre za rezervne drese te zasedbe. Cajnko na levo stran, kjer je Gojkošek. Kot vse kaže, bodo za ta drugi polčas gostje stopili nekoliko višje, a tako je bilo tudi na začetku prvega dela, nato pa so Podvinci prevzeli pobudo na igrišču. Prvi udarec iz kota za ta drugi polčas, izvajalec pa bo številko 15 pri gostih Korošec. Korošec proti oddaljenejši vratnici. Izbija Orovič. Na kratko, kjer je bil Gajšek. Gajšek je lepo v zvezni vrsti našel Koreza, še vedno Korez. Kuserban proti Zajku, ta je našel Konsensa v samostojni akciji. Konsensa strelja, izjemna obramba Travnikarja. Lepo so sedaj domači odigrali ta hiter protinapad. Še enkrat si lahko ogledamo vse skupaj v počasnem posnetku. Dobro je na koncu vse izpeljal Konsensa. Lepo tukaj zalomil gostujočega branilca. Travnikar je bil pazljiv in dobro obranil ter preprečil zadetek v svoji mreži. Podaja proti oddaljenejši vratnici, izbil je Kresnik, izbijajo gostje. Hitro znova Kuserban na levo stran, kjer je Orovič. Še vedno Orovič izbija Travnikar. Zajko v preigravanju, Zajko strelja mimo vrat, je sprožil Zajko brez nevarnosti za Travnikarja. Znova v počasnem posnetku ta akcija Zajka. Slabo je na koncu zaključil napadalec domače ekipe. Podvinci so v ta drugi polčas krenili nekoliko močneje in bolj samozavestno, bi lahko rekli, si priigrali dve priložnosti. Izbija vse skupaj Oman. Lepo sedaj proti Travnikarju, Travnikar v bloku Oman. Kot bo za Šmarje znova izvedel kapetan Jančič. Prvi v tem drugem polčasu tudi za goste. Oziroma drugi. Vse skupaj je dobro izbil Ramšak. Out na koncu za domače moštvo. Hitro so domači zapravili žogo. Dovolj hiter Travnikar. Travnikar proti Čakšu. Orovič, poizkus proti napada domačih. Prekršek je na koncu storil Čater.
Rumeni karton je za ta prekršek sedaj prijel Čater. Prosti strel za Podvince, izvajalec kot vse kaže Kustrban, medtem pa lahko v počasnem posnetku še enkrat vidimo, zakaj je obležal Čakš v tem dvoboju z Ramšakom, je kot vse kaže prijel udarec. Izvajalec prostega strela pa sedaj Zamuda. Še vedno je na teh Čakš. In še počasen posnetek, prekršek nad domačim nogometašem Anželom, za katerega je rumen karton prejel Čater. Še vedno čakamo na izvedbo tega prostega strela. Zamuda spodaja proti oddaljenejši vratnici, previsoka za vse nogometaše v kazenskem prostoru in gol out za vratarja Travnikarja. Čakš bo nadaljeval s tem obračunom. Out za Šmarje, lepo proti Korošcu, še vedno Korošec v posesti. Brez prekrška nad Korošcem, dobro so to vse skupaj razrešili domači nogometaši, hitro iz avta Zamuda, iskal je Zajka. Znova Zajko, mirno proti Ramšaku. Še vedno Ramšak vrača do Cajnka. Gojkošek je iskal spodajo Svenška, vmešal se Korez. Zajko, lepo je Zajko videl utekajočega Oroviča. Travnikar s posredovanjem na koncu hitrejši od Oroviča. Žoga še vedno v posesti domačih avt. Še enkrat vidimo to v počasnem posnetku, kako je Travnikar žogo na koncu izbil. V tej akciji je nekoliko zadev tudi Oroviča. Oman proti Kustrbanu, vendarle je žoga na koncu Omanov šla v avt, pa bo pripadel gostom. Do te tekme je bilo v tej sezoni odigranih že 41 tekem, videli smo 18 zmag domačinov in 14 zmag gostov ter 9 neodločenih rezultatov. Doseženih je bilo 137 zadetkov, 78 proti 59 je v prid domačih moštev, v povprečju so to 3 zadetki na obračun. Travnikar proti Čakšu, Travnikar proti Jančiču, Jančič še vedno v posesti. Proti Čakšu, vmešal se je Ramšak. Oster prekršek je na koncu storil Čakš. Oster štart Čakša nad
Svenškom. Čakš je prejel rumen karton za ta štart. Še enkrat v počasnem posnetku lahko vidimo to situacijo. Pameten prekršek, konec koncev bi lahko rekli, s tem je Čakš ustavil poizkus hitrega protinapada. Koserban na levo stran, kjer je zamuda, še vedno zamuda v posesti, zamuda s predložkom proti Oroviču. Orovič je zahteval najstrožjo kazen, Konsensao je priboril žogo svoje ekipi, lepo se je sedaj znašel Svenšek, izbija Travnikar v preigravanju vratar gostov, ki je nekoliko tvegal sedaj v tej situaciji, vendarle so domači prišli do kota, znova bo izvajalec Orovič, še enkrat si lahko gledamo to situacijo. Nekaj sreče na koncu tudi za vratarja Travnikarja. Orovič proti oddaljenejši vratnici, Zajko. Zajko s predložkom, Gojkošek z glavo brez večje nevarnosti za gostujočega vratarja. Travnikar lepo sedaj spodajo proti Uršiču. Prekršek je storil Uršič. Do sedaj je bilo dosojenih 18-11 metrov, doseženi so bili tudi 4 avtogoli. Pokazanih je bilo že kar 216 rumenih in 9 rdečih kartonov. Tekme pa je zaenkrat obiskalo 4500 gledalcev, kar je 109 v povprečju na obračun. Oman in Anžel z dvojno podajo, še vedno Oman vrača Koserbanu ta prostor, kjer je znova Anžel. A prehitra podaja je bila to na koncu za domačega nogometaša in še en gol out za Travnikarja. Teče 58. minuta tega drugega polčasa. Gostje si v tem drugem delu še niso uspeli priigrati kakšne nevarnejše situacije, Podvinci pa so zapretili v 48. minuti. Mirno je Oman vse skupaj razrešil brez kompliciranja, žogo zgolj izbil out. Izvajalec le-tega bo Travnikar. Izbija Ramšak, Jančič. Travnikar, pametno sedaj Travnikar. Jančič, znova Travnikar, lepo je našel Čakša. Čakš, Uršič, vmešal se je Orovič. Orovič je svojo veliko prostora. Še vedno Orovič v protinapadu. Nanj pritiska Kores, dobro, Orovič s podajo. Pravočasno zvrat Nec Travnikar, dobro se je v napad vključil tudi Zajko. Kresnik, še vedno Kresnik. Kores, nanj je pritisnil Konsensao, pravočasno je Kores podal proti Uršiču, ta z diagonalno podaja na desno stran, kjer je Kramarič. Igro z roko zahtevajo v taboru gostov. Svenšek proti Koserbanu. Zamuda.
Veliko prostora je sedaj osvojil Zamuda, še vedno Zamuda. Na desno stran, kjer je Orovič. Orovič nesporazum med domačim kapetanom ter Konsensaom. Manjka ta zadnja podaja v taboru, oziroma na obeh straneh bi lahko rekli. Konsensao. Lepo je sedaj Konsensao iz igre vrgel Jančiča proti Oroviču. Orovič strelja, obramba Nejca, Travnikarja, ki je vse skupaj mirno razrešil. V počasnem posnetku lahko vidimo ta napad domače ekipe. Orovič je na koncu zaključil z levico in brez večjih težav. Za vratarja Travnikarja. Najvišji v skoku sedaj Oman. Iz avta bo metal Travnikar. Tu še enkrat si lahko ogledamo situacijo, v kateri so gosti zahtevali najstrožjo kazen. V roko je tukaj Zamudo zadev gostujoč napadalec, ali ta je bila ob telesu. Hitro je iz avta Orovič, glavni sodnik vse skupaj ustavlja, zahteva, da se izvedba avta ponovi. Orovič naj bi osvojil preveč prostora ob strani. Tokrat izvajalec Oman mirno vrača proti Ramšaku, ta do Cajnka. Cajnko do Gojkoška. Dobro, sedaj Zajko v fazi branjenja. Zamenjavo pripravljajo v taboru gostov. Iz igre odhaja številko 10 Čakš. V igro pa je prišel številko 18 Miha Val-Turnšek. Gojkošek do Ramšaka, Ramšak vrača Cajnku, znova Gojkošek. Konsensao je lepo sedaj našel Modriča. Prekršek na koncu Timoteja Modriča v vstopu v igro. Dobro, sedaj je Svenšek. Ramšak uspešnejši. Svenšek znova vrača Ramšaku. Cajnko, mirno Cajnko, na nje pritisni Uršič, Cajnko na to z visoko podajo, ker je iskal Marka Žvikarta. Poskus z diagonalno podajo na levo stran, kjer se odkriva Konsensao. Jančič proti Uršiču, Uršič nekoliko nespretno vrača proti Travnikarju, ta
je pametno vse skupaj razrešil, v prepovedanem položaju pa se je znašel Turnšek. Srban lepo sedaj proti Anželu. No, prekršek, tokrat bo izvajalec prostega strela številko 10 pri domačih Zajko. Zaenkrat čez teh standardnih položajev Podvinci niso uspeli nevarneje ogroziti vrata. Na kratko Zajko proti Joroviću. Prekršek je storil kapetan domačega moštva. Še enkrat v počasnem posnetku, nekoliko nespretno je sedaj Jorović z roko v glavo zadev Travnikarja. Ni bilo prave namere za ta prekršek strani domačega kapetana. Pri domačih je v tej sezoni največ rumenih kartonov prejel Jernej Jorović 3. Po dva so prejeli Leon Anžel, Žan Zamuda, Horvat ter Denis Kuserban. Skupno so jih prejeli že 12. Prav tako pa jim je bil pokazan en rdeč karton. Le tega je prijel Žan Ramšak, ki je sedaj žogo mirno spustil proti Cajnku. Ta tako je na desno stran, kjer je Kuserban. V zvezdno vrsto Zajko. Še vedno Zajko. Zajko samostojnjak se strelja. Zajko 1 proti 0. Izjemna akcija domačih. Po podaji Kuserbana je Zajko krenil hiter napad in na koncu z dobrim strelom premagal vratarja Neca Travnikarja. Sijajen strel je bil to domačega nogometaša, katerega bomo sedaj lahko videli še v počasnem posnetku. Žogo je sprejel na svoji polovici. Veliko prostora se je na to odprlo Zajko, ki je vse skupaj izkoristil in z roba kazenskega prostora premagal vratarja Travnikarja. Kores na desno stran, kjer je Kresnik konsensal, lepo konsensal, iskal je Žvikarta. Kramarič proti Jančiću. Še vedno Jančić vrača do Koreza. Dobro je sedaj Modrić zaustavil napad gostov. Kuserman pametno žogo zadržal v svoji posesti. Ramšak vrača proti Cajnku. Cajnko je iskal konsensa, uspešnejši od slednjega Kresnik. Modrić dol, hiter Uršič. Bomo videli, kakšen odgovor sedaj pripravljajo nogometaši Šmarij. Še enkrat več po prepovedanem položaju Turnšek. Pri gostih pa v tej sezoni največ rumenih kartonov prejel Anže Gajšek 3, po 2 pa so na svoj račun upisali Valentin Fišer, Nec Travnikar ter Žan Čater. Skupno so jih prejeli 14. V skoku najvišji Gajšek. Gojkošek do Cajnka.
Nova diagonalna podaja Cajnka proti Konsensao, tokrat spretno Konsensao. Zajko proti Oroviću, še vedno Zajko. Atraktivno je sedaj posredoval. Hitro so sedaj domači ustavili poizkus tega protinapada. Kar nekaj prostora bi se znalo sedaj odpreti domačim preko teh protinapadov. Imajo zelo hitre nogometaše na teh vingerskih položajih, tako Orović kot Konsensao sta spretna hitra nogometaša. Cajnko lepo proti Oroviću. Še vedno Orović. Orović. Takoj na levo stran, ker je Konsensao. Še vedno posesti Konsensao. Povratna podaja proti Oroviću. Orović v prostor Konsensao. Konsensao v preigravanju. 11 metrovka na koncu za domače. Konsensao se je dobro postavil in na nek način izsilil ta prekršek kapetana Jančiča. Teče pa 72. minuta in domači imajo sedaj priložnost za povišanje prednosti. Konsensao, še enkrat smo lahko videli ta prekršek Jančiča. Nekoliko nespametno je sedaj odreagiral kapetan gostov. Konsensao pa bo kar sam izvedel to najstrožjo kazen. Konsensao in Travnikar sedaj iz oči v oči. Konsensao strelja 2-0 za Podvince, streljajo zadetka pa Konsensao, ki je sam priboril to najstrožjo kazen in 11 metrovko tudi dobro izvedel, premagal vratarja Travnikarja. 2-0 sedaj vodijo Podvinci. V počasnem posnetku še izvedba te 11 metrovke strani Konsensao. Zelo blizu je bil Nec Travnikar v obrambi. Na koncu je žoga vendarle končala v mreži in prednost Podvincev je prešla na 2 zadetka, teče pa 73. minuta obračuna. 2-0 vodijo domači. Še vedno Kramarić, vrnil se je Modrić. Žvikart, še vedno Žvikart, brez prekrška nad domačim napadalcem. Korez proti Korošcu, še vedno Korošec. Dobro, sedaj v obrambi Svinšek. Srban, znova Svinšek. Prekršek je sedaj storil Žvikart nad Korezom. V počasnem posnetku ta prekršek nad Korezom, preoster je bil v skoku Žvikart. Korez z diagonalno podajo na levo stran, kjer je Kramarić. Še vedno Kramarić. Kramarić in Anžel v dvoboju, najvišji v skoku pa Ramšak. Kot bo za Žmarje izvedel kapetan Jančič. Jančič proti oddaljnejši vratnici. Žoga preletela vse nogometaše v kazenskem prostoru, dovolj hiter je bil Kramarić, še vedno Kramarić. Izbija Konsensao. Travnikar na kratko proti Gajšku. Gajšek je našel Kresnika.
Kresnik s prenosom na levo stran, kjer je Travnikar še vedno posesti. Travnikar, žoga je na koncu Travnikarju odšla z igrišča. Največ zaporednih zmag v tej sezoni so zaenkrat zapovrstjo seveda nanizali Bistričani, 5, najvišjo zmago v sezoni pa so vknjižili Dravinčani, ki so 6-0 ugnali Posavje Krško. Največ gledalcev pa se je zaenkrat zbralo na tekmah Cirkulant 1071, sledi Bistrica, kjer jih je bilo 1030, pri Zavrču pa se je zbralo 975 navijačev, na tekmah Vidma pa 755. Iz avta Travnikar je iskal v napadu Turnška. Še vedno Travnikar. Teče 76. minuta, imajo še gosti nekaj časa, da morda pridejo do izenačenja. Ramšak najvišji, Konsensao mirno s prsmi proti Zajku, ta pa z dobrim posredovanjem v ogenj pošilja Žvikarta, mirno je na koncu Kresnik žogo vrnil Travnikarju. Čater nekoliko na pamet, ker je Gojkošek vse skupaj mirno razrešil. Svenšek, znova Gojkošek. Prekršek Turnška nad Gojkoškem. V igrišču se znova pripravljajo zamenjave, 2 v taboru domačih in 1 v taboru gostov. Iz igre odhaja številko 10 Zajko in številko 17 Kuserban. Pri gostih pa iz igre kapetan številko 8 Jančič. V igro pri domačih številko 6 Rene Svenšek. Ter številko 27 Jakob Kolenko. Mirno Gojkošek vrača Cajnku. Cajnko s podajo proti Žvikartu, ta je želel žogo podaljšati proti kapetanu Oroviču. Še vedno Orovič. Orovič je lepo sedaj našel Modriča. Konsensao s prsmi žogo spušča proti Anželu. Znova Konsensao. Kolenko vrača proti Ramšaku. Gojkošek še enkrat več proti svojemu vratarju. Ramšak je pritisnil številko 11 Kramarič. Anžel proti Kolenku, ta nekoliko nespretno, vendarle se vse skupaj srečno razšlo za domače. Cajnko s težko podajo proti Anželu, ta dovolj hiter. Ramšak izbija številko 6 Svenšek, Konsensao. Modrič na desno stran, kjer je Kolenko. Še vedno Kolenko vrača proti Konsensao. Še vedno Konsensao vrača proti Anželu. Na koncu pa je rumeni karton prijel Konsensao, prosti strel sedaj za gostujočo zasedbo.
strel je izveden Nejc Travnikar s podajo pred domač kazenski prostor. Najvišji v skoku je bil Ramšak. Kramarič je poizkusil z atraktivnim ustavljanjem, vendar se je gostujoči nogometaš znašel v prepovedanem položaju. Ramšak znova nazaj do vratarja Cajnka. Cajnko je iskal Oroviča. Izbija Gajšek, out znova za domače. Pri Podvincih je pred tem krogom seveda največ minut, oziroma sta največ minut odigrala Jernej Orovič ter Tomaž Gojkošek, vseh 450, s 360 sledijo Rok Svinšek, Žiga Ramšak ter Tibor Cajnko. Pri gostih pa so na igrišču največ minut preživeli Tim Travnikar, Urban Jančič ter Anže Gajšek 450, sledi Nik Korez 448 ter Miha Korošec 418. Gostje kljub temu, da zaostajajo na nek način, si ne uspejo priigrati kakšne nevarnejše situacije pred vrati Cajnka. Anžel proti Ramšaku. Tokrat je Orovič slabše ocenil let. Žoge out, tako pripada Šmarjam. Zelo visoko je sedaj skočil Svinšek. Na desni strani ima veliko prostora Anžel. Konsensao. Še vedno Konsensao, lepo je našel Anžela. Ta mirno vrača proti Kolenku. Znova Anžel, Konsensao, še enkrat so poizkušali domači s temi dvojnimi podajami zmesti obrambo Šmarji. Vse skupaj pa je mirno, oziroma poskus proti napada gostov je preprečil Kolenko. Cajnko. Cajnko na kratko proti Svinšku. Ramšak, Konsensao. Domačim jasno, vse sedaj pri teh prekinitvah nikamor ne mudi, imajo željeno prednost dveh zadetkov in vse skupaj bi zagotovo radi v čim bolj mirnem stanju pripeljali k koncu. Kolenko v preigravanju. Priboril je kot in še naprej domači nadaljujejo s tem napadom. Tokrat bo izvajalec, kot už se kaže, številko 7 Konsensao. Še enkrat lahko vidimo v počasnem posnetku to reakcijo domačinov. Konsensao z visoko dobro podajo proti oddaljenejši vratnici, kjer je do žoge prišel Gojkošek. Prekršek nad domačim branilcem. V počasnem posnetku bomo sedaj videli ta prekršek Turnška. Preoster je bil nad Gojkoškem. Dve zamenjavi znova v taboru gostov. Iz igre sta odšla številko 15 Korošec in številko 7 Uršič. V igro pa je prišel Alen Črešnar, številko 6. Znova izvajalec prekinitve oziroma prostega strela Konsensao. Morda lahko pričakujemo direkten strel na vrata Travnikarja. Konsensao poizkusil je, kot že rečeno, s tem strelom na vrata brez nevarnosti za gostujočega vratarja.
Teče pa že 85. minuta. Nogometaši Šmarji izgleda, kot da na nek način ne verjamejo, da lahko pridejo do kakšne točke na tem obračunu. Prekršek Svenška nad gostujočim napadalcem. Tokrat pa bo prišlo do zamenjave v taboru Podvincev. Iz igre pri domačih številko 22 Anžel, v igro pa bo prišel številko 42 Matic Šlamberger. V skoku najvišji Gojkošek. Orovič je iskal Žvikarta, znova je zbil Gojkošek, Kresnik v prostor, še vedno pri žogi gostje, na koncu izbija številko 27 Kolenko, kot sedaj za Šmarje. Morda se lahko gostje še v teh zadnjih minutah v boj za točke vključijo preko teh prekinitev. Izvajalec kota bo Travnikar. Pazi drugo, pazi drugo! Travnikar je v kazenskem oziroma je pred golom Cajnka našel Buta, ta pa je sprožil čez vrata. Sedaj smo lahko videli še enkrat ta poizkus gostujočega nogometaša, mreža domačih se na žalost gostov seveda ni zatresla. Dovolj hiter Svenšek. Gosterodarec oziroma prekršek nad Svenškom. Okoli, okoli! Golman, vaš golman! Cajnko lepo do Gojkoška. Visoko so sedaj stopili gostje, morda bi morali tako odigrati že nekoliko prej. Prekršek oziroma v prepovedanem položaju znova napadalec gostov. Prosti strel bo izvedel Šlamberger, ta vrača proti Ramšaku, Ramšak do Cajnka. Cajnko z diagonalno podal na levo stran, kjer je Konsensao, še vedno Konsensao, dobro se je znašel Konsensao, vendarle je žoga zapustila igrišče. V taboru gostov zahtevajo rumen karton za Konsensa, ki že ima rumen karton. Še enkrat v počasnem posnetku. Za to reakcijo ob koncu so v taboru gostov zahtevali drug rumen karton za Konsensa. Travnikar. Znova Konsensao, lepo atraktivno je sedaj našel Modriča, še vedno Modrič. Travnikar. Še vedno Travnikar, previsoka, prehitra podaja je bila to. Laturnška, Cajnko,
Mirno Cajnko teče, pa že 90. minuta obračuna in kot vse kaže, bodo domači prišli do trdo prigaranih in mislim, da glede na prikazano lahko rečemo zasluženih 3 točk, tako se bodo na lestvici izenačili po številu točk s Šmarjami, obojnih bodo imeli po 8. Orovič, lepo so sedaj to odigrali domači nogometaši, v obrambo pa se pravočasno vrnil Čater. Čater je priboril žogo svoje ekipi, še vedno Čater, izbija Čater. Kolenko, pametno je Kolenko žogo nastreljal v Turnška in tako priboril avt svoje ekipi. Iz avta Travnikar je iskal Turnška. Konsensao se je omešal in prestregel žogo. Konsensao je iskal Oroviča, manjši nesporazum med tema dvema nogometašema. Šlamberger proti Oroviču. Še vedno Orovič vrača proti Ramšaku. Orovič na levo stran. Mirno sedaj žogo zadržujejo v taboru domačih in tako seveda kradejo čas gostom. Cajnko znova spodaja proti Konsensao, na mestu Kresnik. Cajnko spodajo proti Svenšku, prekršek nad domačim nogometašem. Povsem mirno so pri Podvincih uspeli zadržati to prednost. Cajnko je iskal Žvikarta, izbija Travnikar, znova v prepovedanem položaju Turnšek. Cajnko z lepo podajo proti Šlambergerju. Šlamberger izbija. Čater mirno proti Travnikarju. Še vedno Travnikar. Mirno Svenšek in glavni sodnik je med tem odpiskal konec zadnjega obračuna 6. kroga v 3. slovenski nogometni ligi Vzhod. Na koncu se zmage veselijo domači Podvinci, ki so z 2-0 ugnali Šmarje pri Jelša. Glede na prikazano mislim, da lahko rečemo povsem zaslužena zmaga. Sedaj si bomo lahko ogledali še oba zadetka. V 66. minuti je domače vodstvo popeljal Zajko s to sijajno samostojno akcijo in zaključkom v spodnji kot vratarja Travnikarja, nato pa še 11 metrovka v 73. minuti, katero je sam priboril in na koncu tudi izkoristil Konsensao. Za zaključek še vas povabim k ogledu naslednjo nedeljo, ko bomo v 10:30 dopoldan prenašali tekmo v Vidmu. Tako da z moje strani je bilo to, kar se tiče tega 6. kroga v 3. slovenski nogometni ligi Vzhod vse. Hvala za vašo pozornost in lep pozdrav do naslednjič.